To dogajanje je mene zaznamovalo v času, ko sem bil na doktoratu v Angliji, v Londonu, in ko se je pač zgodil napad na Jugoslavijo, takrat na Slovenijo. V tem času nekako smo organizirali vse sile Slovenci v Londonu, da smo potegnili skupaj v bistvu vse ljudi, ki so lahko prispevali svoj del. Mislimo, da je Slovenija pravzaprav se osamosvojila zaradi res skupne akcije vseh Slovencev v takratnem času, ki je bil in zgodovinsko in politično ugoden za to. Tisto, kar smo mogoče mi prispevali, je to, da na nek način smo Angležem predstavili legitimnost našega boja za osamosvojitev pri njih doma, ker Angleži na nek način pravzaprav, kolikor že ljudje potujejo, ampak vendarle so rajši informirani o tem doma. In mi smo takrat z aktivnostmi, ki so bile tako velike demonstracije na Trafalgar Squareu, kjer so bili govorci trije člani parlamenta, potem z aktivnostmi, ki so bile takrat v medijih zastopane, to pomeni z intervjuji na televiziji, v časopisih, z pisanjem pisem bralcev, ki so bila objavljena v vseh glavnih dnevnikih v Londonu, predstavili na nek način svojega zornega kota legitimnost Slovenije pri borbi za samoosvajanje. In to je na nek način tisto, kar je mogoče za Britance včasih pomembno pri odločitvi, ali se za pravzaprav politično odmikanje od nekdanjega načela, da podpri najmočnejšega v regiji, splača tudi v bistvu zastaviti svojo besedo. Mislim, da smo tukaj naredili svoj prispevek. To je zelo zanimivo, ta razstava potrjuje tudi tisto moje gledanje, da tudi naša osamosvojitev ni bila rezultat politikov in njihove dejavnosti, ampak dejansko ne sinhronizirane dejavnosti vseh Slovencev na različnih položajih. In kako so bili naši stiki z inozemstvom bistvenega pomena za prvi zato, da smo tisti psihološki šok zadržali strani Beograda, na drugi strani za poznejše priznanje izrednega pomena. In to niso naredili politiki, ampak so naredili takle ljudje, kot so bili takle prostovoljne skupine. Mi smo tudi se spomnili takrat vsem članom pisateljskega društva, pen kluba, smo posebej jih prosili, so bili nale, da kdorkoli ima kakršnekoli svoje osebne zveze v inozemstvu, nek zdaj aktivira, nek sproži zanimanje zveze. In to je bilo nekaj uspelo in to je pravzaprav samo del tega celotnega prizadevanja, ki je v bistvu uspelo.